restauracija ima, dajmo reči, kar dolgo brado. 91. leta smo v nekih skromnih pogojih na športnem parku Postojni na devastiranem območju pač videli neko priložnost, oziroma sem jo videl, da lahko tukaj nekaj lepega rata. In pač skozi leta, ki niso bila niti malo lahka, odprli smo še v bivši Jugoslaviji, 15 dni pred vojno, doletela nas je vojna, pač smo se na svoj način adaptirali, šli naprej in nekje do 97. leta je bilo res tako, ni bilo lik dober ambient za bilo kaj. Ampak smo ustrajali in 97. leta naredili, dajmo reči, za tiste čase kar pristojno restauracijo. Kaj to pomeni? Krušna peč, prva v Postojni na drva, za tiste čase je bilo to okis blok, bi lahko rekli. Italijanska kuhinja, testenine, lazane, sadoledni vrt, uredili okolico in pač ustrajali vse do 2008, ko smo nekako prišli na idejo, da bi se zidali gostilno in objekt tudi kupili, tako da je gostilna v naši lasti, naredili gostilno v teh gabaritih, kakor jo danes vidimo, in uspešno poslovali kljub turbulencam, ki so nas doletele, finančna kriza 2012, 2011 in tako naprej. Ampak nekako smo se vse skupaj skozi to prerinili, poslovali v redu, imeli pač eno vrsto kuhinje, ki je bila namenjena širšem množičem, s pico in kuhinjo, domačo, mednarodno in vse tja do korone. Prišla je korona, pač kriva za vse probleme, ki jih imamo, ampak jaz mislim, da ni lik tako. Korono smo pa pač izkoristili na način, da ne da smo preživeli, ampak imeli smo mi plan, kako iti čez to in prišli do ideje, da moramo nek storiti v smeri, da obrnemo barko v drugo smer. Mi ne da smo vse obrnili na glavo, ampak kar nekaj pa smo storili. To je, predvsem v glavah smo spremenili razmišljanje. To predvsem to, da vse delavci, ki so bili pred korono, smo jih obdržali. To je ta prvo, ker so bili kvalitetni in predani firmi. Nadgradili smo notranjo opremo, ambient, prilagodili našim ciljem, ki jih imamo, posodobili kuhno, dali nove tehnologije, pripeljali nove kadre, nove kuhare in natakare in ekipa šteje danes 12 ljudi, ki so kvalitetni, predani in v bistvu smo ene vrste sodelavci. Ampak teh 12 ljudi je lahko efektivnih s tem, da delamo 5 dni na teden, od 12 do pol 10 zvečer. In v tem času lahko mi podelamo določeno število miz na kvaliteten način in izdamo hrano in pico na način, kot si ga želimo. Ukinili smo dostavo. Zakaj? Zato, ker želimo kvalitetno hrano imeti v lokalu in ne želimo imeti nekvalitetne hrane po škatlah. Pridejo ljudje po pico, se usedajo, spijo na kavico in počakajo 5 minut, dobi vročo pico in gre v avto in gre domov. Tu je še spremenljivo. To pajcene po kartonah, po avta pa tu, mi smo pač to izvajali, ne da ne. Ni ta kvaliteta, ki jo mi želimo, da je gost zadovoljen. In zato smo ukinili delivery. Želimo pa, da pridejo iskati hrano k nam in da jo pač tudi hitro odpeljejo domov. Kaj pa naprej? Naprej jaz mislim, da je stvar taka pri nas. Želimo imeti komfortne jedi, se pravi, kaj to pomeni? Tu so jedi, ki so ljudem poznane, ampak so pripravljene na moderen način, z novimi tehnologijami. In ponudba je omejena, konkretno v naši kuhinji na 25 krožnikov. Se pravi, hladne, tople predjedi, 2 juhi, ampak juhe kuhane v kuhinji, 5 mesnih, 3 ribri krožniki, 5 sladic. Plus tisto, kar mnogim gre
v nos, kaj je pica. Ne? Aha, imajo pico, ta restauracija ni v redu. Ne, ni res. Ta restauracija je še v redu in mi favoriziramo eno in drugo stvar. Kaj smo s tem doseči? Mi smo pico mnogo let dodajali. Slovenska pica je bila, mislim, da največ izvodov je imela od vseh pic na svetu. In z ocvirki, in s klobasami, in s tem, in z onom. 1 kilo materijala gor. Mi smo morda malo sodelovali v tem eksperimentu, ne? Ampak v koroni smo se definitivno odločili. Konce tega gremo na pico tam, kjer je nastala. Se pravi, nastala je v Napoliju. Pripeljali smo ljudi iz Napolija, naredili izobraževanje, tehnologijo, materijali so vsi iz Italije, so najbolj kvalitetni, z geografskim poreklom izvora materijalov. Moka, pelate San Marzano, fior di latte, bufala campagna, parmigiano reggiano, staran 24 let. Tu so eni produkti, ki so pri nas prisotni. Dobro olivno olje. Pica pripravljena pa na napolitanski način, se pravi fermentacija testa, malo kvasa, 48 ur stoji v hladilniki, dokler je pripravljeno za peko. Bukova drva, suha, 450 stopinj, minuta 20, čas peke, ampak pica, ko pride ven, ni lepa za videti. Bodimo pošteni. Kaj je ta rob? Ne? Ta rob pomeni, da je pica taka, kot mora biti. Se pravi, lahka, prebavljiva, ravno zadosti materijala gor, ampak materijala vrhunskega. In tu je nek užitek, ki en normalen potrošnik oziroma tisti, ki je lačen, pričakuje. Italijani zmeraj pravijo, ko poješ pico, je zmeraj prostor za eno sladico, za kozarček vina. Gostilna restauracija Čuk in pizzerija obratuje 5 dni na teden, od 12 do 10. S tem, da imamo zadnje naročilo jedi pol 10. Torek, sreda smo zaprti. Kolektivni dopust 4. julij, 16. julij. To je fiks, 14 dni smo zaprti poleti, ljudje grejo na dopust. Druge dni pa obratujemo in imamo zaprto še v času novoletnih praznikov in sicer od 31. do 5. vsako leto, tako da so ljudje doma. In ne končam z mislijo. Dober ambient, normalni ljudje, prostor med mizami, kvalitetni krožniki iz kuhne, komfortna hrana, pica napoletana, vinska karta, dobro vino, dobra žganica. Hvala na svidenje. Ljudje grejo zadovoljni. Tu smo mi. Tu želimo biti mi. In tu ljudje ne se prepričajo, dobrodošli v restauraciju Čuk na Športnem parku.